osrednjo vajo organizirali na morju, je kakšen poseben razlog za to? Pet urede. Seveda je razlog poseben. Prvič, mi te vaje s podmeno nesreče oziroma onesnaženja na morju izvajamo vsakih nekaj let. Starejši oziroma Koprčanke in Koprčani se spomnijo, da podobno vajo smo imeli 2007 in da sedaj je že čas, da to vajo ponovimo. Razlog namreč je v tem, da tam okrog leta 2000 na obali za primer onesnaženja nismo imeli resnično ničesar. Hidro je šel v stečaj, slom je bil v rojevanju oziroma ni imel nekih velikih zmogljivosti razen kombajna. In spomnite se onesnaženja 2005, kjer smo imeli resne probleme, čeprav je bilo zelo minornega obsega. Zato smo takrat si zastavili projekt, da vendar te zmogljivosti ukrepimo in današnja vaja je pokazala, da smo na dobri poti. Res je, da čakamo še novo namensko ekološko plovilo, to pride po novem letu in potem mislim, da se lahko ukvarjamo predvsem s temi organizacijskimi dopolnitvami in izpopolnitvami. Manjkajo nam seveda še baraže, glede na izkušnje pridobljene tako v času požara na turški ladji, tam nasproti Rovinja, kot v drugih predpostavkah bi rabili okolo 8 km teh baraž, sedaj se približujemo 6 km. Tako da zdi se mi, pot je prava, treba je samo pač na njej ustrajati. No, drugi temeljni razlog, zakaj letos ta vaja tukaj v Kopru, so dnevi zaščite in reševanja. Gre za festival v bistvu zaščite in reševanja, so četrti po vrsti in glede na to, da smo se odločili za Koper, je že prav, da se posvetimo seveda temeljnemu elementu tem boju. Mogoče samo še to. Slišali smo, da trenutne zmogljivosti Slovenije so, da lahko ukrepa ob izletih do 15 kubičnih metrov nafte približno. Je v načrtu, da bi Slovenija lahko kaj več od tega ali mora v sodelovanju s sosednjimi državami? Mi smo v preteklosti obiskali, oziroma strokovnjaki so obiskali severne luke, gledali so podobne situacije, kakšne imajo načrte, kakšne zmogljivosti in glede na izkušnje tudi od drugod smo se odločili, da je nekako treba te lastne zmogljivosti spraviti skupaj za približno 15 ton nenadnega onesnaženja. Vse, kar je več, je pa treba računati tudi na sosedsko pomoč. Znana firma je že v sosednjem Trstu, potem sosedje na Hrvaškem imajo tudi določene zmogljivosti, ne na vse zadnje, tudi za severni Jadran obstaja način ukrepanja v tem oziroma te zmogljivosti so v Sredozemlju, ki jih je mogoče nekega velikega problema v tem zgornjem delu Jadrana aktivirati in klicati tudi na to. Hvala.